Tudi prezentacije, ne? Da to deluje. Aha. Edino četa zdajle nimam. Samo zakon. Ok, čat se mi zdajle noče tule zraven vklopiti. Če bo kdo kaj hotel vprašati, dajte se kar vklopiti. Oziroma vam bom pol na koncu pogledala vprašanje, ker ne vem, zakaj se mi zdajle noče, pa da ne bom zgubljala časa preveč. Ja, ful hvala, da ste se udeležili. Saj marsikdo je že od vas bil na tako imenovanih finančnih klinikah, pa tako, da čisto na hitro predstavim, kako bo to izgledalo. Oziroma najprej finančne klinike organiziramo v okviru projekta DGC. DGC je namenjen digitalizaciji malih, srednjih in pa mikropodjetij v Sloveniji. Združenih je več organizacij, ki skozi naše storitve pomagamo podjetjem pri dostopu do financiranja, do testiranja z naprednimi tehnologijami, pri mreženju, povezavami doma in pa čez mejo. Pa četrti segment je še buildanje kompetenc na področju naprednih tehnologij. Naša fokusna področja so pa proizvodnja, kmetijstvo, zdravstvo pa turizem. To čisto na hitro. Naši partnerji, storitve, vse so na voljo tudi na spletni strani, če še koga karkoli zanima, lahko me pol na koncu dodatno vprašate. Zdaj grem pa jaz kar direkt na finančno kliniko. To je zato, zakaj smo pač danes tule. Zdaj, jaz se v primarni vrsti na klinikah zmeraj fokusiram na kaskadne razpise, zato ker so ti namenjeni za podjetja tudi z manjšim številom zaposlenih, torej ni nujno, da ste neka raziskovalna organizacija, so pa pol to tudi finančne spodbude, ki imajo pač, ki so malo manjše, pa imajo tudi druge prednosti, no. Jih pa nikjer drugače tako v sklopu ne predstavlja nihče, zato smo mi to že začeli ene 3 leta nazaj brskati, redno spremljati, kaj se dogaja, kje se dogaja, pa vam v nekih takih kratkih online sessionih pač jih pol tudi predstavimo. Dosti tistih, ko ste, ne vem, ali v moji skupnosti na področju zdravja ali pa na področju XR-ja pri Alešu, pri Majdi imamo Green skupnosti, ponavadi vam jih tudi pol na mail pošiljamo, ker pač za tiste, ki vemo, kje ste pa kaj točno iščete, pol ponavadi tudi direkt na mail dobite: tale razpis je odprt, mislim, da je zate. Ni pa nujno, zato pa pol zmeraj naredimo še tudi take kratke sesne, da vam jih vsem predstavimo, pa če se kdo najde v njih, toliko boljše. Zdaj, v glavnem se najbolj pozna, torej glavna shema Evropske unije za raziskave pa razvoj je Horizon Europe, ki pa ima različne segmente glede na vsebino se razdeli na različne grozdje. Ti razpisi so objavljeni na spletni strani njihovi European Tenders and Funding Portal. To pa ponavadi zelo obsežni, kompleksni, po, ne vem, 60, 80 ali 100 stranski za pripravo prijave, obsegajo večmilijonsko investicijo in so v primarni vrsti namenjene raziskovalnim inštitucijam, tehnološkim parkom, grozdom, tako nekim večjim organizacijam in niso najbolj primerne za neka mala in srednja podjetja, ker pa v Evropi glih ta torej mala in srednja velika podjetja predstavljajo kar 90% celotnega podjetništva, je v prejšnji shemi, v Horizon 2020, Evropa že začela pilotirala z novo shemo, ki se imenujejo Cascade Fund, kaskadni projekti oziroma kaskadno financiranje. In to pa pomeni to,
To bojo pa pač ti razpisi, ki vam jih bom danes predstavila. Gre pa pač za način, da se najprej na evropski ravni prijavlja nek večmilijonski projekt, katerega konzorciji so, v konzorciju partnerjev so ponovadi tehnološki parki, neke industrijske mreže, univerze, inštituti, torej večje organizacije, tudi korporacije. In v tem projektu oni morajo vedno predvideti eno določeno kvoto, finančno kvoto za dodatno financiranje nekih manjših projektov. Torej, oni prevzamejo ta velik čunk, pa ta velik del poročanja Evropski uniji, medtem ko znotraj samega projekta morajo pa pripraviti razpis, kriterije in pa seveda neko tematiko, na katero se navezujejo v tem projektu, in torej MSP-ji, malo in srednje podjetje, se potem lahko na te razpise prijavljajo. Zdaj, včasih gre samo za en poziv, včasih gre za 2, 3, čisto odvisno, na kakšen način je pač projekt organiziran. In bom to predstavila mogoče kar na primeru Women Tech. Women Tech EU je en tak zelo glasen projekt zadnjih 2 let. Namenjen je sofinanciranju razvojnih idej startupov, katerih na vodilno vlogo zastopajo ženske, in ta razpis je, recimo, na EU bazi, torej direkt pri Evropski komisiji pridobil sredstva v višini, mislim, da 5 milijonov. Zdaj so pa naredili 4 odprte pozive, torej 4 open call-e, 2 sta bila v lanskem letu, 2, torej en je bil že letos, en še pa bo. Torej 4 pozivi, na katere so se lahko pač prijavljale različna podjetja in dobila sofinanciranje v vrednosti 75 000 evrov. In to je en tak klasičen primer kaskadnega financiranja. Torej, za podjetje je to pomembno zato, ker so večinoma enostavnejša poročanja. Večinoma dam zato v oklepaj, ker še vedno niso čisto povsem enostavna, ampak se vemo, ful stvari je treba zmeraj razložiti, poročati, okrepiti z dokazi, a ne, je pa vsekakor precej enostavnejše, kakor je pa za nas. Recimo, kadar smo mi v enem takšnem večjem evropskem projektu, moramo imeti vse časovnice, moramo imeti 3 ponudbe za vsak račun, ko smo ga izdali, tako tega, recimo, podjetje ne rabite delati, a ne. Gre tudi za krajše časovno obdobje, če se za tiste večje projekte prijavljajo univerze na 2, 3, 4 ali pa celo 5-letne projekte, gre tukaj ponovadi za krajše obdobje med 3 mesece, mogoče 6, 12, videla sem še tam do 18, no več pa že ne. Vrednosti so zelo različne, od zelo majhnih, 3 do 5 tisoč, za kakšne manjše iniciative, za kakšno šolanje, za kakšno podporo pri nastopu na kakšnih sejmih, ali pa povezovanje, networking pa tako, ali pa kakšno pridobivanje kakšnega standarda, do teh malo večjih za razvojne projekte oziroma neke pilote, eksperimente, tam se pa tudi dobi tam med 50, 60, 70, se mi zdi, da so taki najbolj pogosti. Samo še da ne budem. Najbolj pogosti grejo pa tudi tam do ene 200, 250, mogoče celo 300 tisoč, no. Kaj več pa spet ne. Gre za equity free support, tako da tukaj nobenega deleža podjetja ne rabite predati, no, gre za gre za finančno ali pa včasih gre za čisto finančno podporo, včasih je pa kombinacija mentorstva pa finance, to pa čisto odvisno od samega razpisa. Zdaj, prednost ali pa slabost tega je, da je slabša vidljivost razpisov in s tem povezana tudi večinoma večja verjetnost za uspešne prijave. Zdaj, prej sem omenila Women Tech EU, no, oni so ful močni v promociji, kar pomeni, da se na njihov razpis ful več ljudi prijavi. Tako da tukaj je zelo odvisno od samega konzorcija, kdo je noter, kako so se pripravili, ali dejansko promovirajo naokrog ali ne. Tukaj to imate čisto tako po Sloveniji, tudi en razpis, ki ga močno organizacija spromovira, pa vsi vemo, da pač da prihaja, da je tukaj, da je treba oddati.
ali pa pač to se malo, bom rekla, po liniji najmanjšega odpora spravijo. Čez pa se dejansko odpre in zapre, brez da bi večina organizacij sploh vedela za to. Treba jih je spremljati večkrat letno, zato ker ne vemo vnaprej, kateri razpisi bodo prišli v naslednjih mesecih. Včasih so odprti le en mesec, večinoma so tam 2, tudi do 3, ampak večkrat dobim jaz mail, recimo od kakšnih partnerjev iz Francije pa Nemčije, ko imamo tam par organizacij, ki so zelo močni pri pripravi tovrstnih razpisov in mi pošljejo že vnaprej, tako da vem, da bo prišel tak razpis, dostikrat pač samo vidim na internetu, čez 2 dni je rok oddaje. Ups, ker nismo pač v začetku meseca pogledala, pač nismo videli. Tako da to je čisto super je redno malo spremljati pa si na ta način beležiti, kje se odpirajo, kdaj se odpirajo. In tole, kar ful dostikrat hecno zveni mogoče, ampak ful dostikrat pozabimo. Če piše first open call, pomeni, da bo še second. Zgodi se, da pač mogoče na first open call ga vidimo prepozno, pol si pa pač takrat označimo pa naredimo opomnik, kjer je že javno naznanjeno, kdaj bo second open call. To se nam je lani dogajalo na XR razpisih, ke so bili vsi v 2 delih. V začetku leta so bili prvi roki in čez pol leta so bili pa drugi roki in smo pač na ta način, ker se mi zdi, da je kar dosti podjetij pozabilo svalilo prvi rok, pa smo pol jim za drugi rok že začeli 2 meseca prej pošiljati opomnike, ne pozabiti, zdajle se odpre ta pa ta razpis, zadnjič si rekel, da te tole zanima, dajmo pač pomagati. Torej, besedišče, ki ga rabite tule vedeti, je pač, da se temu reče cascade fund, cascade funding, oziroma uporablja se tudi izraz financial support to third parties, FSTP. Torej, vi ste third parties, tretje organizacije. Če bo kdaj kakšna stvar nejasna. Zelo pogosto vprašanje, ki ga dobivam, je PIK številka pravzaprav. Če se prvič prijavljate na kakršenkoli evropski projekt, se morate na platformi, ke je tule tudi povezava, na European Commission Europe.eu, Funding and Tenders portalu se morate pač vpisati. To je, bomo rekli, da je kot neka registrska številka evropske organizacije, noter pač morate pol vpisati svojo davčno številko, matično številko in ta PIK številka vam pol ostane za zmeraj za vse različne razpise znotraj Evropske komisije. Pa dajte to narediti prej kot zadnji dan. Če veste, da se boste prijavljali, včasih lahko že vnaprej, če že veste, da se boste v naslednjih mesecih kam prijavljali, dajte to že danes izpolniti, zato ker nekaj časa traja, se mi zdi, da se naredi. Druga stvar je widening country, to je izraz za evropske evropske države, ki smo manj razvite in vam ga izpostavljam, zato ker dosti ljudi svali, da je Slovenija del tega, tukaj, tale mali, ja. In veliko projektov, sploh teh kaskadnih, ima prav kot specifiko napisano, da se fokusira na widening countries, kar pomeni, Slovenija je tukaj zaželen partner, a ne, tako da če kje to vidite, verjemite, da imate večjo šanso ali pa mogoče celo samo vi oziroma kot Slovenija ena izmed participajočih držav ima možnost, medtem ko Italija nima. Pa še to se tudi dostikrat pojavlja, European Innovation Score, ko se kdaj fokusirajo razpisi na države glede na nivo inovativnosti, pa smo vam tudi tukaj dala povezavo, tako da boste videli. Zdaj, odvisno od razpisa, včasih se fokusira čisto samo na evropsko raven, torej to je European Innovation Index, to je pa celo regijski Innovation Index, ko vidimo, da je vzhodni del, torej Štajerska, Prekmurje, Dolenjska sta v moderate, v tej oranžni barvi moderate innovator, medtem ko je zahodna kohezijska regija že strong innovator. To pač glejte, če bo slučajno kje kot kakšna specifika, saj sem zdajle gledala, od trenutnih razpisov ni bilo nič toliko ni bilo specifično na regijo, je bilo samo na države parkrat. Tukaj kot država spadamo tudi v moderate, smo sicer čisto na vrhu, no, tako da mislim, da smo pred parimi leti bili celo pod strong innovators, pa nam je pol to padlo zaradi takšnih in drugačnih kriterijev. To toliko, da veste, če se boste kaj prijavljali.
Še pomembna stvar pri razpisih so TRL faze. To so TRL faze razvoja vaše inovacije, vaše storitve, vašega produkta. Eni razpisi se fokusirajo samo na začetne faze, od 1 do 3, najbolj pogosti. Tukaj je primer Women Tech, ker mi je bil najbolj vizualno lepo oblikovan, no. Ampak TRL faze veljajo za vse. To, da pa to eligibility zone je pa pač specifično za ta razpis, no. Za katere druge imate mogoče 7 pa 8, tako da to vas naj ne zamede, no. Ampak glede na to, kje ste, a ste še v fazi koncepta, a ste v fazi validacije v laboratoriju, v nekem realnem okolju, to pač morate se ponavadi znotraj prijavnice že definirati. Večinoma tudi zahtevajo, da poveste, kje ste zdaj, v kateri fazi ste ob času prijave, pa v kateri fazi ste ob zaključku projekta, oziroma predvidite, da boste ob zaključku. In tule je nujno napisati do tistega mejnika, kakršen je omenjen v razpisu. Če je razpis, tako je tukajle rečemo na fazi Women Tech EU, da financirajo samo med fazo 3 pa 6, pol ne napisati, da boste na koncu projekta v 7. Ostanite tukaj, a ne, ker to je cilj tega razpisa. Tako da ful morate na takšne stvari paziti, ki piše, dejansko vsi pogoji, ko so tam zapisani, tudi če boste vi že naprej, pa boste že pol šli v prodajo, za projekt ne tega pisati. Zdaj pa, ta prvi 3 razpise, ki jih bom predstavila, so namenjeni za podporo podjetnicam. Zdajle v zadnjih 2-3 letih zelo bom rekla, zelo veliko podpore na tem področju. Potrebno je, da je ženska ali na vodstvenem področju v samem startupu oziroma podjetju, ali je to kot lastnica, direktorica, chief technology officer ali pa chief science officer, in večinoma je zahtevan vsaj 25% delež. Zdaj tukaj gremo zdaj na Women Tech, zadnji razpis, 3 so že bili, zadnji bo letos poleti. Dobite lahko do 75.000 evrov čist lump sum, niti ni zahtevano nobenih računov zraven dodajati, lump sum je pavšalni znesek, to se v vsakem primeru dobi, če vas seveda sprejmejo. Kakor sem pa rekla, ta razpis je izredno popularen, lani smo prijavljali po mojem 6-7 teh prijav, nobena žal še ni bila uspešna, ker je bom rekla, da je prvič smo ugotovili, da je zelo velik poudarek na deep techu, če nimate res konkretnega deep tech researcha. Ne samo, da se reče, da AI uporabljate, ali pa bo AI bo zraven en delež pomagal, to ni dovolj. Mora biti ena res konkretna visokotehnološka inovacija, da na tem razpisu uspe. Pa še zelo, zelo kratki odgovori so na voljo in je to kar težko, če imaš neko kompleksno rešitev, pol v takem kratkem kvadratku z 500 znakov vse skupaj vpisati. Ne rečem, da je nemogoče, meni se zdi, še zmeraj je, in zdaj pri 3. prijavi smo spet enemu startupu pomagali in upam, da bo šlo skozi. Ko bi se res želela, da je še vsaj eno slovensko podjetje na tem projektu uspešno. To imajo pa zelo specifične zahteve glede starosti podjetja. Ne smete biti mlajši od 6 mesecev, no. To smo tudi zdajle parkrat opazili, da je problem. Naslednji razpis, ki se pa začne šele junija, tako da ta je zelo zanimiv, mogoče zate, Damjana, torej odpre se junija, pa v nadaljevanju bosta še 2 razpisa. Večji fokus bo tudi na investicijah, torej ne samo na razvoju, ampak tudi na povezovanju s korporacijami in z investitorji. Ta razpis še ni šel nikoli čez, kar pomeni, da nimamo še nobenih izkušenj, še čakamo na konkretne informacije, kako dolgo bo razpisna dokumentacija pa to.
ampak bo pa, kar je pa znano, je, da se dobi do 55 000 evrov, in da bojo, trije tovrstni razpisi. Jaz predlagam, da če pašete v ta segment, dajte se prijaviti že na ta prvega. Ta prvi je ponavadi najmanj odmeven in je veliko manj ljudi prijavljenih. Veliko manj podjetij se prijavlja, medtem ko na Women-Tech je zdaj že po 2 letih zelo, zelo glasen in imajo že tudi po več 100, prijavnic, a ne. To. Še en v podobnem, bom rekla, v podobni shemi je pa WeRise. Tukaj gre pa za malo drugačen, sistem, so si zamislili, fokusirajo se na Greentech, Agritech pa na Climatech sektor. Ter, prvi, torej, podjetje mora biti, ustanovljeno pred 1. januarjem lanskega leta. Pa, pripravili so dve fazi. Prva faza bo lahko prejela, do 5000 evrov, financiranja, v drugi fazi bo 10 najboljših dobilo do 50 000 evrov. Tako da tukaj je ena taka grafika, kako so si predstavljali, torej prvi dobijo, ti bojo dobili dodatno, nefinančno podporo, torej svetovanje, treninge, pol v tej tretji fazi se izbere iz teh 20, najboljših 10, ki dobijo po 50 000, in potem grejo naprej še v nadaljnji razvoj in, mentoriranje. Če koga zanima ta razpis, bojo imeli 8. aprila info session, tako da vam tole predlagam, kot rečeno, boste pol na koncu dobili povezave, pa se lahko, že sami prijavite. Če pa bo kdo se tudi prijavljal, pa lahko se tudi kasneje še slišimo, pa vam še glede tega pomagamo. To so bile 3 razpisi na področju ženskega podjetništva, zdaj bosta 2 na področju AI-ja. Jarvis je en razpis za, podporo zunanjim pilotnim projektom na področju sodelovanja med človekom in robotom. Tukaj je treba nastopiti kot konzorcij, imamo tehnološkega uporabnika pa tehnološkega razvijalca. Zdaj vi ste lahko eno ali pa drugo. Ne vem, kaj ste, oziroma ker za vse ne vem, kaj razvijate, tako da morate malo premisliti, včasih ste lahko, tudi uporabnik, če rabite kakšno določeno neko znanje ali pa neko, tehnološko, rešitev za vaše podjetje. Ni treba, da vedno gledate, da ste razvijalec, ste lahko tudi uporabnik, a ne. Torej za konzorcij, sta potrebni 2 do 3 organizacije, torej obvezna sta tehnološki uporabnik pa razvijalec, torej to morajo biti, člani industrije, možno kot tretji, ampak ta je neobvezen, je pa še raziskovalna inštitucija. To vam izpostavljam zato, ker, se mi dostikrat kdo prijavi, da reče, razvijalec pa torej, da malo na hitro prebere in se prijavijo pol kot razvijalec pa raziskovalna inštitucija, ampak v tem primeru je pogoj, da sta 2 partnerja, iz industrije in ta tretji je pač iz raziskovalne, inštitucije, ki pa je neobvezen, tako da za osnovo njega ne rabite, a ne. Zdaj, prijave so odprte od marca do 5. maja, fokusirajo se pa na, tele, saj ne bom šla čez čisto vse, sem vam jih tukaj poslala, da brez veze, da jih preberem, ampak, imajo specifične tematike, možno je tudi open topic, torej če ne pašete v nobeno od teh specifičnih, 6 tematik, je možnost tudi, da naslovite, kljub temu, da, neko malo drugačno svojo tematiko. Moram pa reči, da se ponavadi malo preveč, organizacij pol na to prijavi, tako da morate imeti res eno hudo zanimivo, zgodbo oziroma, projekt, da boste potepli s konkurenco na takem open topicu, no, ker bojo še zmeraj dali prioriteto na tiste, kjer so izbrane, a ne. Če v tem primeru iščejo 10 projektov, pa jih bojo dobili 20 prijav na to, pa 4, 6 na to, jih bojo teh 6 ziher vzeli, pol še pa tukaj, a ne. To vam malo povem, kako dejansko, izgleda pol pri samem izboru, ker morajo zmeraj prioritizirati neke specifične, topike. Ta drugi AI razpis, išče AI, rešitve,
različne AI rešitve. Tukaj gre za precej bolj open vsebino, torej naslavljate lahko neke različne metodologije, software tools, torej programsko opremo ali pa orodja ali benchmarke. In pa še izpostavljaj, da te tri so samo smernice, niso pa pač pogoji. Tako da največji fokus je pravzaprav AI for sustainability. Tako da, če imate kakšne rešitve, kjer se AI uporablja za neko sustainability, slovenščina mi je zatrokirala. Torej, lahko dobite do 60.000 evrov za razvoj AI ali pa machine learning rešitev. Rok prijave je 30. april. Dodali so že par use caseov, v katerih se lahko mogoče malo usmerite, če ste v tem področju delujete. Je pa ta Elias en predvsem manj vidnih razpisov in sem ziher, da se na tega ne bo veliko prijavljalo. Tudi spletna stran je majčkeno rigidno sestavljena, tako da moraš kar malo pobrskati, katero stvar zdaj zares želijo od tebe. Tako da, če ste kakšno podjetje iz tega področja, vam ga kar priporočam, da ga pogledate, oziroma če se prijavljali, pa še pol javite za naprej. Ta Arise EU je pa majčkeno drugačen projekt, in sicer, če niste torej namenjen je proizvodnemu okolju. Če poznate ali pa če ste del kakšnega večjega proizvodnega, ne večjega, ampak še vedno gre za mala in srednje velika podjetja, ampak v proizvodnji, lahko tukaj dobijo do 60.000 evrov za preoblikovanje nekih notranjih procesov, IT infrastrukture, podatke. Tovrstni projekti so ponavadi izredno popularni, pa Slovenci jih ne znamo dobro izkoristiti. Tako da se trudimo, da jih malo bolj promoviramo. Je pa prvi rok je bil zdajle konec marca, naslednji rok je pa 30. junija. In spet malo drugačen projekt, mogoče Marko celo zate kaj prav pride, je namenjen startupom in malim in srednjim podjetjem, ki razvijajo rešitve na področjih dronov, robotike, AI-jev, senzorjev in komunikacij. Projekti bojo trajali do 6 mesecev, naslavljati mora pa naj bi naslavljali enega izmed 5 tehničnih izzivov. Financirajo do 100.000 evrov, pri čemer lahko startupi dobijo 100%, medtem ko MSP-ji, mala in srednja podjetja, se lahko pokrijejo samo 70% stroškov. Teh 5 topikov so pa torej 5 tehničnih izzivov, ki jih naslavljajo: reliable high bandwidth communication for off-board drone control, stereo event camera integration on a miniature drone, torej z droni, če se kdo z vami ukvarja, ultrasound tega pravzaprav niti ne poznam. Ti so precej bolj specifični topiki, ki jih naslavljajo. Je pa možnost seveda, da še vedno preko razpisa prijavljate še kakšno svojo vsebino. Če se le povezuje lahko s splošno AI in robotics for vessel inspection oziroma v avtomoto industriji. Tale razpis sicer finančno ni veliko vreden, bo pa mogoče zanimiv za člane naše skupnosti na področju zdravja. Evolve to Care omogoča testiranje vaših rešitev z drugimi Living Labi. Tako da in Damjana in Rok pa Marko, vi ste vsi na tem področju zdravja, za vas tole vam definitivno priporočam, ker je mogoče finančno ni finančno zajetno, lahko pa dobite partnerje za testiranje rešitve nekje v tujini. Living Labi so centri, ki vključujejo različne uporabnike za testiranje novih inovativnih rešitev.
Tukaj gre v tem razpisu so predvideli 3 različne cut-offe, torej 3 roke za prijavo. Prvi bo zdaj maja, pol bo še julija, pa eden še oktobra. Skozi Enol mrežo pa lahko dostopate pravzaprav do kateregakoli Living Laba. Teh 5000 evrov je namenjenih zanje, torej ne boste jih vi žal dobili, ampak bo pač je namenjeno za Living Lab, da lahko testira, pilotira v kakšnem v drugi državi, v neki specifični organizaciji ali pa specifično skupino ljudi. Tako da to vam predlagam, da si kar pogledate, ker je en tak čist malo easy money zraven pa oziroma dober use case lahko dobite, sploh če nastopite na kakšen nov trg, pa rabite en zelo konkreten use case iz tiste države, da lahko tukajle pač sofinancirate. Zdaj ne vem, če kdo od vas na področju bioteha, ampak kakor sem prej gledala, mislim, da niti ne. Primeti en tak Jaz sem iz bioteh. Ti si bioteh. Zdaj, mogoče tole prav pride, ne vem, ker nisem pa ziher, kaj počneš. Dodala sem ga, ker je torej za bioosnovane materiale testiranja v tujini. Nisem si tako specifično napisala, kaj vse zajemajo, ampak načeloma majhne projekte, usmerjene v razvoj, testiranje in demonstracije, ja. Biomaterials. Je pa se šele zdaj odprl razpis, pa kakor sem videla, tudi ni neki ful specifično popularen. Ponavadi se tile malo opazim že glede na spletno stran, koliko so komercialni pa kje so kaj objavljeni na LinkedInih pa to. A so močni ali ne, tako da ti predlagam, da si pol še tole dodatno pogledaš, pa če boš imel kakšno dodatno vprašanje. Priznam pa, da nisem šla ful specifično pa podrobno v ta razpis, zaradi tega, ker ponavadi niti nisem imela nobenega startupa, ki bi se zanimal za področje. Tole je, torej naslednji razpis je Up2Circ, je za področje krožnega gospodarstva. Tudi če niste vi proper green tech rešitev ali pa green tech podjetje, bi pa mogoče kakšno stvar znotraj vaših procesov, poslovnega modela lahko nadgradili tudi v smer krožnega, se lahko pač prijavite za te razpise. Gre pravzaprav za izvajanje torej študij izvedljivosti za nove krožne poslovne modele pa za pilotiranje in demonstracije teh rešitev. Če boste rabili tukaj pomoč, imamo mi na Tehnološkem parku Majdo, ki je prav ki se fokusira samo na področje krožnega in vam lahko tukaj močno pomaga pri sami prijavi. Je pa za prvo, za small scale jih bojo podprli do 28, ker verjamemo, da to dejansko je tudi kar večja verjetnost, da uspe, kadar je toliko velika številka financiranih projektov. Kar je še pomembno je, da pred prijavo morate izvesti spletno akademijo Up2Circle Academy, različne tematske področje se lahko naslavljajo, torej krožne dobavne verige, podaljševanje življenjske dobe raznih izdelkov, ponovna uporaba, reciklaža, uvedba krožnih tehnologij in produktnega dizajna, financiranje teh torej 15 pa 50 tisoč je pavšalno, 50 že takoj ob podpisu pogodbe, 50 pa po zaključku projekta dobite lahko. Ja. Zdaj imam pa 3 razpise oziroma sofinanciranje na področju internacionalizacije. Prvi je, ke smo opazili, da ga zmeraj dosti ljudi, dosti podjetij niti ne pozna, je od našega Spirita. Sicer nacionalni razpis, ampak če razmišljate oziroma če planirate že kakšno sodelovanje na kakšnem sejmu, kongresu, imate tukaj možnost, da vam Spirit sofinancira ta nastop. Upravičeni stroški so najem prostora, postavitev prostora in ureditev pa tehnični priključki, oprema, torej ni pa namenjen za osebe za dnevnice in takšne stvari.
Ker pa gre za pavšalni znesek, lahko tukaj tudi, zdaj odvisno je od, kam greste pa koliko je dejanskega stroška na teh sejmih. Ko sem bila jaz še v startupu pred leti, smo dejansko toliko več dobili, mislim, da celo jurja več iz pavšalnega zneska, kakor nas je vse skupaj zares stalo, ker smo bili tudi malo bolj, nismo šli all in, pa nismo tam zakupili največjih prostorov pa lučk pa ne vem kaj, in smo dejansko se zelo lepo lahko pokrili, da smo šli v Nemčijo na en zelo specifičen sejem za 3 dni. Imajo pa tukaj roki so pač tekom celega leta, vi se morate prijaviti, preden greste na sejem. Kar pomeni, če je sejem zdajle junija, se morate prijavljati v 3. roku, torej da ste do 14.5. že prijavljeni. Torej prijaviti se morate vedno, preden greste na sam sejem. Edini minus je, da mora biti, da gre tukaj za mednarodne sejme, ki so iz baze AUMA ali JETRO, ampak kakor smo do zdaj videli, so ti malo večji sejmi vsi dejansko noter registrirani. Se pa zgodi, da včasih kakšen zelo neki ekstremno specifičen, mogoče malo manjši, pa ni, žal. Ampak ta razpis vam res priporočam, ni toliko težek, če planirate, da greste na kakšen takšen dogodek, si lahko lepo povrnete stroške, ker vseeno to veliko nanese, no. Drug razpis, ki nam je bil ful zanimiv, je, če kdo od vas planira slučajno testiranje, širjenje oziroma testiranje trga v Latinski Ameriki pa Karibih. EU ima svoj, Evropska komisija je razvila svoj Digital Accelerator pospeševalnik, ki vam pač pomaga odpirati trg v Latinski Ameriki. Tukaj pri podpori ne gre za finančno, ne za finančno podporo, ampak dobite podporo v smislu partnerstva, torej svetovanja, pripravljanja sestankov in tako naprej na izbranem trgu. Tako da, če že imate kakšne partnerje, če ste se že kdaj kaj pogovarjali z Brazilijo, Kolumbijo, Mehiko, lahko izkoristite ta akceleratorski program, da dejansko vam dodatno pomaga pri grajenju novih partnerstev, ja. Morate sodelovati morate pa vsaj z eno korporacijo korporacija ali MSP-jem iz Latinske Amerike, torej ne more biti 2 evropski, ampak mora biti vsaj nekdo iz Latinske Amerike ali Karibov. Partnerstvo je pa ovrednoteno, torej pomoč je pa pol ovrednotena odvisno od kje, s katere države si tega partnerja najdete. Na spletni strani je možnost tudi matchmaking platformo, se prijaviti v matchmaking platformo, če nimate še sami že pa kakšno idejo, s kom bi v to šli. So pa tovrstni programi zmeraj dobro za odpiranje novih trgov, da vam dejansko na lokaciji najde neke lokalne ljudi, ki poznajo sistem, poznajo, kako vse skupaj to funkcionira. Imamo mi tudi eno zunanjo sodelavko iz Kolumbije, če bo kdo slučajno rabil na tem področju iskanja partnerjev, mi lahko spustite na mail. Punca je bila pred leti tudi v našem Erasmus programu in smo še vedno v kontaktih, zato ker gradi pa povezavo med Kolumbijo in Evropo. Tako da vem, da bi lahko tudi z njo kaj sodelovali, če bi to želel. Tale razpis je bil lani ful popularen in ga bom letos še enkrat izpostavila. Eureka Innovate je omogoča podporo za širjenje na tuje trge izven EU, torej ne v Bosno, Balkan ali pa na Skandinavijo, ampak vse izven Evrope, torej Afriko, Ameriko, Azijo, Oceanijo. In sicer lani so bili kar 3 naša podjetja uspešna na njemu, predlani mislim, da samo 2, ampak vedno več govorimo o tem razpisu, zato se podjetja že vnaprej lahko dobro prijavijo. Predviden je torej razpis je predviden med julijem in oktobrom, dobi se lahko do 60.000 evrov pavšalnega zneska sofinanciranega.
torej 60 evrov sofinanciranja, v projektu pa morate pripraviti neke vrste oceno izvedljivosti, oziroma kakšno tržno analizo izbranega mednarodnega trga. Nujno potrebujete enega partnerja v tujini, torej ko se izberete, ali bo to Filipini, bo to Tajvan, bo to Kanada, rabite nekoga na drugi strani, ki mu boste tudi dobro zaupali, ko veste, da se bo potrudil, bo sodeloval. Zato predlagamo, da se tega torej iskanja partnerjev za ta projekt, da se lotite že prej. Da se ne čaka na odprtje razpisa, ker razpis se vsako leto ponovi, in je dobro, da se partnerje najde že prej. Predlagamo pa, glede na pretekle izkušnje, da se poleg nekih študij, noter v sam projekt načrtuje tudi kakšen pilot, testiranje na tistem trgu, da dejansko razširite to sodelovanje oziroma tudi konkretnost vašega projekta, no. Zdaj pa čisto na hitro še, to so zdajle vsi, razpisi, ki so trenutno odprti. Jaz pričakujem, da se bojo maja še ene parih odprli, kakor smo malo spremljali, bi mogli, maja biti še malo več odprtih razpisov na področju AI-ja pa cyber securityja. Kako jih pa iščemo, zdaj jaz imam tukaj kar pripravljeno ponavadi nasvete, ki jih, torej, najbolj pogosto jih mi sami pravzaprav kar googlamo. Se sliši hecno, ampak to je najboljši način. Sicer damo neke buzzworde, ki se nanašajo na naše tematike, ki nas zanimajo, ali je to SME, health, open hall, pa nujno potem v Googlu označiti, da mi pokaže samo v zadnjem mesecu ali pa v zadnjem tednu. Ker drugače bom videla vse, kar se je dogajalo v zadnjem letu, ampak hočem res se fokusirati samo na tiste, ki so zdaj odprte. Tako da to je ena taka simpel zadeva, ki še vedno izredno dobro deluje. Drugače pa izredno popularna zdaj postala Esploro platforma. Esploro je drugače privatno podjetje iz Španije, ki je izkoristilo, bom rekla, nujo na trgu. So videli, da je veliko nekih kaskadnih razpisov nastaja in podjetja jih ne znajo poiskati oziroma jih nimajo možnost najti vse na enem mestu in so naredili platformo za to. Organizacije morajo ponavadi nekaj plačati, da se tam razpis prijavi, zato še vedno niso čisto vsi tam, jih je pa res veliko tam, no. Tako da Esploro je super preverjati vsake toliko časa, da vidite, če se kaj na vašem področju na novo odprlo. Drugače pa za večje razpise je še vedno Funding and Tenders, evropski portal, najbolj za to. Jaz vam predlagam tudi, da spremljate kakšne strani odpiscev teh organizacij, ki vam lahko pomagajo pri pisanju samih prijavnic, kot je slovenski Tikopro ali pa francoski Zabala. Oni tudi redno objavljajo na svojih novicah razpise, glih zato, ker pač pol tudi tržijo, da vam pomagajo pisati prijavnico. In zdaj, moje mnenje je, da se za te manjše razpise ne splača posegati po zunanjih partnerjih za pripravo razpisne dokumentacije, zato ker tovrstni partnerji vam bojo njihove storitve so vredne tam več tisoč evrov, in če je razpis za 10 000 evrov, se vam to ne splača najbolj, no. Bom rekla, da se v takem primeru bolj splača, da si pomagate s ChatGPT-jem, oziroma smiselnim podobnim orodjem. So pa izredno dobri za prijavo nekih večjih razvojnih projektov, če bo kdo od vas to planiral. In imamo še dobro novico, da je pred kratkim Slovenski podjetniški sklad dal tudi ven vavčer za sofinanciranje prijave projektnih predlogov. Torej, če se dela nekšen večji projekt, ki bo zajemal mogoče pol milijona, milijon evrov, boste rabili neko sploh če se prvič soočate ali pa tudi, če niste zares dobro izkušeni v pisanju projektnega predloga, boste rabili neko zunanjo pomoč in ta vavčer nam pomaga, sofinancira pisanje teh prijav.
Edini minus, kar je, da mora biti prijava uspešna, da dejansko vavčer dobite povrnjen. To so si pač zazihrali, da ne bo šlo zdaj to v enem mesecu za 1001 prijavo, ki pa ne bojo pa nič uspešne, ampak v resnici če se pripravite na en zelo specifičen razpis, za katerega je visoka verjetnost, da vam uspe, v tem primeru pač boste lahko dejansko sofinancirali tudi pisanje prijave od nekega tega zunanjega partnerja. Zdaj pa, čakaj, to sem pogledala, črpa vprašanje. Niso bila vprašanja, mislim, da je bil kaj vprašal. Izobraževalne platforme. Čakaj, že to, samo tole bom ti pa kar pogledala, Nina, ker nisem dala kreativnih nisem dala gor, je pa en razpis, ko bi ti znal, ponavadi na tele klinike pridejo bolj IT firme, pa se potem na te najbolj fokusiram. Tako sem nekaj povezala še enkrat share, pa vam zdajle samo na hitro pokazala Sploro. Vidite Sploro, a ne? Torej ta platforma, na kateri lahko pač preverjate za razpise, lahko pač izberete tehnologijo, na katero se fokusirate, domain, torej če je sektor, v katerem delujete in se fokusirate, ali pa če je datum če se hočete fokusirati na tiste, kjer so bolj blizu, da imajo blizu rok prijave in tako naprej. In mislim, da za tvoje področje bi znal biti čakaj, sem prej gledala enega, pa je bil za izobraževanje. No, tukaj je recimo Elias pa Upsirk, vse te, ko smo jih prej gledali. Nisem pa vseh, ne predstavljam pa vseh tistih, kateri so zelo specifični ali pa da imajo celo mogoče, če so namenjene raziskovalnim inštitucijam, jih pa tukaj ne predstavljam, zaradi tega, ker ponavadi nimamo poslušalcev za to. Tegale bi bilo zanimivo preveriti. NEBA Alliance Cascade Development. Oziroma bom še enkrat pogledala, če sem se koga spomnila, pa ti pol na mail pošljem, v redu? Kakšni so tudi zelo specifični, kot je tale, da se naslavlja samo na vinograde, pa samo na organizacije iz Francije in Poljske, pač pol takšnega vam ne bomo predstavljali, ker pač ni smiselno ni smiselno za vas. A imaš mogoče kdo kakšno vprašanje, ker če ne bi pa samo še ene dve zadevi izpostavila. Vpogled, in sicer, kar se dostikrat pozabi, je pa vi, ko greste, ko pogledate en odprt razpis, imate torej razpis ima vedno zraven guide for applicants, navodila za tiste, ki prijavljajo, in to je nujno treba prebrati. Ne tega vzeti na lahko, v resnici tule sem enega si shranila, dala, zato da bomo, da ga bom, da ga bomo kar pogledali. Zaradi tega, ker dostikrat v teh navodilih ugotovimo, da mogoče sploh nismo ta pravi target, mogoče, da so kakšne omejitve, kaj lahko sploh razvijate, jih pač v neki kratki predstavitvi v neki kratki predstavitvi samo nekaj.
dajala. Ja, Guide for Applicants, močno priporočam, da se prebere. Ponavadi imate noter, na kratko napisano, kaj so res zahteve, posameznega razpisa oziroma tukaj imate celo kaj, dobro razložene, definicije posameznih, nekih specifičnih besed, zato da se, izognejo misunderstandingu, torej napačnemu razumevanju. In, noter je vedno predstavljen tudi cel protokol samega razpisa, kdaj se izbira, kje se izbira, kateri so tisti najbolj pomembni fokusi. In tudi, ko vi pišete to prijavo, se ful dobro fokusirati na njihove, no, ne samo ful dobro, zahtevano je, da se fokusirate na njihove objektive, torej njihove cilje. Tudi če je vaš cilj rahlo drugačen, v dokumentaciji vedno začnete izpostavljati njihov cilj in kako se vaša rešitev ali pa vaš projekt nanaša na ta cilj. Zato je zmeraj dobro prebrati, ja, ta navodila, da vam pač pomagajo pri oblikovanju vaše prijavnice. Pa bi rada tule samo pokazala še torej eligibility kriterija. Tukaj se ponavadi zelo dobro na hitro vidi, če so kakšne stvari, ki vam ne onemogočijo, da sodelujete. V tem primeru, je zanimivo tukaj, da bojo prioritizirali, prijavnice iz moderate ali emerging innovator countries, in to so pač Slovenija tukaj med njimi je. Medtem ko strong innovators bojo manj, bojo imeli manj šans oziroma manj možnosti, da zmagajo na tem razpisu, a ne. Torej je za vas boljše. Torej tudi pol glede deep techa, to se zadnji 2 leti je deep tech najbolj uporabljen, buzzword na vseh teh razpisih in vsi že, pravzaprav že vsi na neki način pišejo, da delajo na področju deep techa, ampak tukaj zares, da gre za neko tehnologijo, ki je bila razvita na bazi raziskav, in večletnega razvoja, je treba to kar dobro utemeljiti, da res gre za to vašo, da je ta vaša inovacija, vaše delo, konkretno, ja, visokotehnološka, rešitev, ker drugače zdaj že vsi malo deloma uporabljajo ChatGPT, samo ta uporaba ni dovolj. To pač ne velja oziroma vas zelo hitro, zavrnejo in napišejo not eligible, due to deep tech, shortcomings. Kar bi še tudi izpostavila tukaj so malo kasneje, ponavadi v sami prijavnici imate tudi napisano, evalvacijski kriterij, torej kako bojo njihovi evalvatorji ocenjevali, prijavnice. In tukaj jaz zmeraj izkoriščam, torej ChatGPT ali pa podobna orodja, da ko imam jaz pripravljeno svoje besedilo, ko vem, da, zdaj sem pa pač prvi segment opisala, grem v ChatGPT in mu dam navodila. Prevzame vlogo, eksperta pisanja, razpisne dokumentacije in oceni moj naslednji, odstavek, po navodilih za evalvatorja, a ne. Torej, dam mu ista navodila, kakršna so oni, torej vzamem navodila iz, tega Guide for Applicants pod evaluation kriterija, zato da dobim nekako predvideno oceno, koliko sem kakšno stvar natančno opisala, ali so, objective, torej so cilji, isti, kakor so v njihovi, torej cilji moje operacije, mojega projekta so isti, kakršnega so, kakršnega je, Viraz predvideval in tako naprej. In ti da ful konkreten background check, a je nekaj dobro, spisano, no, en tak vpogled, a si dobro spisal, ali je razumljivo, kje se lahko še izboljšaš. Vedno ga izkoristi za še dodatni feedback, a ne, a lahko kakšno stvar izboljšam, a vidiš, da sem kje, da bi bila kakšna stvar lahko narobe, razumljena in tako naprej.
Tako da to zelo radi izkoriščamo za tak proof checking, preden pač oddamo samo prijavnico, da greste skozi ta evalvacijski scenarij, pa se kritično pol tudi oceni, da kritično ocenite vašo prijavnico. To pa izkoristite specializirane ChatGPT-je, ne torej klasičnega, ampak te, ki so prav namenjeni za pisanje. Mi recimo res veliko uporabljamo Write4Me, kateremu damo res konkreten prompt, ne enostavčen ali pa napiši mi, torej se potrudimo, da naredimo res konkreten, jasen prompt, da mu damo čim več našega znanja in nam ga pač pol on pomaga preoblikovati na nivo nekega profesionalnega pisca prijav. Moram reči, da vseeno se vedno več novic izvemo, da se zavračajo poročila ali pa prijave, ki so čisto preveč očitno pisane s strani umetne inteligence in ni noter dodatnih lastnih raziskav, nekega lastnega znanja, tako da vseeno morate tukaj kar dati neki dober svoj content, no. Seveda pač paziti, če je karkoli, kar bi želeli čez čas patentirati, tega pač ne, ker to ne sme biti pol nikjer zavedeno, ampak za samo pisanje, pa da je to res dobra angleščina, da je jasno spisano, vam ga pa ful priporočamo, ker ga vsi uporabljamo. To je to. To je zdaj na kratko vse. Imaš še kdo kakšno vprašanje? Zanima tebe, sem si napisala, bom še pogledala zdajle prav specifično za tale, za turizem. Ker za turizem so tudi včasih na kakšnih drugih področjih, vem, da je kreativa pa turizem, se recimo ful dosti prepletata, no. Pa nista toliko tehnološko mogoče usmerjene, čeprav se da tudi tehnološke teme pol noter v to vključiti. Pa bom preverila. Ima še kdo drug kakšno vprašanje?